Spoštovani, hvala lepa našemu tehničnemu vodju in še Kaj Bojanu, namestniku središča za javno zgodovino, ki nas je popeljal z tehničnimi navodili v današnji dan. Začenjamo z okroglimi mizami. Prva okrogla miza je vezana v bistvu na vsebino, ki smo jo še sedaj predstavili na zunaj razstavi. Govorili bomo o Rapalski meji. Rapalski meji, ki je bila podpisana 12. novembra 1920, in zdaj boste rekli, zakaj pa stoletja od tega, kaj je sploh ta Rapalska meja. Verjamem, da morda nekdo, ne želim seveda s tem karkoli točno projecirati, ampak nekdo, ki je bil rojen v Mariboru, v Murski Soboti, v Rabljah, na Koroškem, ne bo čisto dobro razumel, kaj ta Rapalska meja čisto dobro je pomenila za Slovence, razen v smeri, koliko si je v šoli pri zgodovini to zapomnil. Ampak Rapalska meja je še danes zelo živa za prebivalstvo na tisti strani, Primorci, za Primorce. Po drugi strani je pa vedno še na nek način odsev te meje živ kljub, torej 100 letom od tega, dediščina je še tukaj, imamo fantomsko mejo, ki je na nek način prisotna še tudi politično. In danes bomo sploh v te prve okrogle mize govorili o tej tematiki iz večjih, iz širših aspektov. Zelo sem vesel, da v bistvu se že prva okrogla miza na nek način potrjuje idejo, ki smo si jo zastavili z Retrofestom, in sicer, da bomo v kontekstu zgodovine govorili zgodovinarji in drugi strokovnjaki, torej da gremo v eno interdisciplinarni pogovor, ki, verjamem, lahko prineše ene širše aspekte, širše poglede na določeno tematiko. Zato imam danes tukaj v gostih 6 odličnih sogovornikov, in če pogledamo torej celostno, 7 vas je tukaj in zgodovinarji smo v manjšini. Mislim, da je to odličen korak, in da predstavim torej svoje sogovornike oziroma govornike na današnji okrogli mizi. Začel bom z našo tule članico panela, in sicer magistro Mojco Drčer-Murko. Verjamem, da jo večina vas zelo dobro pozna. Pravnica, novinarka, političarka, dolgoletna dopisnica, dela iz Nemčije, iz Italije, iz Avstrije, torej iz Bonarima, Dunaja, ki se je sklopu svojih delovanja veliko ukvarjala tudi z italijansko-slovenskimi odnosi, novejšimi, ki pa se tudi zelo dotikajo Rapalske meje in današnjega videnja Italijanov na to mejo. Potem bo z nami arhitekt, urbanist, docent dr. Janez Grom iz Fakultete za arhitekturo, ki je odličen poznavalec urejanja krajine in ohranjanja zgodovinske dediščine. Verjamem, da vam bo njegov prispevek zelo všeč. Je res nekaj novega. V sklopu projekta, ki sem ga že omenil, se je ukvarjal z vplivom, geomorfološkim vplivom Rapalske meje na okolico, torej kaj je meja in njene fortifikacije pomenila za v bistvu naselbine zraven meje. Potem imamo z nami tukaj predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika, ZRC SAZU, Matija Zorn, ki je tudi predavatelj drugače na Primorski univerzi na Primorskem, je tudi na nek način zgodovinar. Veliko sodelujemo že z njim v sklopu našega oddelka, sploh katedra za sodobno zgodovino, in v bistvu on je naš, tako rečemo, terenc in tisti, ki nas rešuje vedno s kartami. Predvsem omenjam terenca, ker bo v bistvu o Rapalski meji na nek način na terenu in tudi dediščini fantomskosti meje govori v sklopu današnjega okrogle mize. Potem imamo gosta iz Črne Gore, dr. Slavko Borzanovič, je črnogorski zgodovinar,
zgodovinar, je raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Univerze v Črni Gori in v bistvu velik strokovnjak za črnogorsko-italijanske odnose. Zanimalo nas bo, da ne bomo tako slovenocentrični, kako je bilo videnje Rapalske meje po letu 18, torej po združitvi Črnogorcev in Slovencev v skupno novo kraljevino in kako v bistvu so Italijani tudi videli to svojo, lahko rečem, Črnogoro v sklopu neke nove mejne črte in seveda na splošno odnosov Črne Gore, Jugoslavije in Italije. Potem gremo naprej. Imamo še enega izjemnega današnjega sodelavca in sicer dr. Uroš Lipušček, ki je dolgoletni mednarodni komentator, dopisnik radiotelevizije Slovenije iz Irana, Združenih držav Amerike, Kitajske, avtor zgodovinskih razprav, ki se v bistvu dotikajo obdobja pred, ob in po podpisu Rapalske meje. In na koncu še naš profesor, eden od soustvarjalcev Retrofesta, dr. Božo Repe, profesor na oddelku za zgodovino, na katedri za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, slovenski zgodovinar, kolumnist, tudi medijski komentator in vodja projekta Rapalska meja, ki bo danes govoril malo več o v bistvu Slovenci, pogledih velikih sil na Slovence in v bistvu seveda celi diplomaciji. Torej, gremo sedaj na pogovor, ki bo nekako potekal v naslednjem vrstnem redu. Torej, začeli bomo z dr. Lipuščkom, ki bo v bistvu orisal tedanjo situacijo. Govorimo seveda o letu 18, ko se konča Prva svetovna vojna in seveda leto 20, ko se podpiše Rapalska meja. V bistvu na nek način, vas prosim, če orišete ta čas s poudarkom seveda na Slovencev in kako nastaja nova država, kraljevina SHS. Mikrofon je tisti tako. Hvala za besedo. Jaz bom poskušal v tem kratkem razmišljanju povedati nekaj stvari, ki niso toliko znane in bi morali zgodovinarji, ki poročuje to obdobje, še analizirati. Ko je razpadla Avstro-Ogrska, je Italija začela zasedati ozemlja, ki jih je dobila v okviru tajnega londonskega sporazuma in še več šla je čez to linijo in sicer na izrecno odobritev polkovnika Hausa, ki je bil najbolj tesen sodelavec predsednika Wilsona in on je bil dolga leta živel v Italiji, je bil neke posebne afinitete v Italije in je on en velik krivec za to, da so Američani dovolili Italijanom, da so šli preko vseh teh mej. Ko je Avstro-Ogrska razpadla, je general Diaz, ki je takrat vodil to operacije, šef generalštaba, imel načrtu, da italijanska vojska zasede vsa področja celo od Dunaja, Budimpešte in tako naprej. Skratka, da bi šli preko tudi Ljubljane naprej. To se ni zgodilo se ni tudi zato, ker je z akcijo majorja Švabiča Italijanom spodletelo, da bi zasedli Ljubljano. Z tega časa obstajajo neke nejasne zgodovini, ki niso raziskane. Meni, na primer, ni uspelo najti dokumentov v italijanskih arhivih, ki govorijo o tem, da je Italija takrat imela v Ljubljani svojo tajno službo, ki je poročala generalštabu oziroma poveljniku te divizije, ki je zasedala ta področja. Oni namreč trdijo, da še kljub temu, da je menilo tega več kot stoletje, da so neurejeni dokumenti in da ni možen dostop. Približno nekaj se ve, da je šlo določene duhovnike in župane, ki so sodelovali z Italijani. Skratka, to je ena od list, ki jih še ni razčiščeno zgodovinopisju. No, ko so Italijani so začeli zasedati ta naša ozemlja, takrat je bil dr. Anton Korošek v Parizu in v Ženevi in se pogovarjal z Vašičem o
o bodoči ureditvi, o pridružitvi SHS k kraljevini Jugoslaviji. In ne samo o tem, on je se sestal tudi z najvišjimi ameriškimi častniki in polkovnikom Hausom in so se dogovarjali o tem, kako se obnašati do Italijanov. Korošec jih je prepričeval, da so Italijani naši nasprotniki, imperialisti, medtem ko pa Haus je potrdil, da to ni in da jih je treba sprejeti gostoljubno in Korošec je poslal Ljubljano sporočilo, sprejmite Italijane z soljo in kruhom kot prijatelje, zato ker sem dobil zagotovila iz najvišjih mest ameriške administracije, po pomenu polkovnika Hausa, ki je bil takrat najpomembnejši ameriški politik poleg predsednika Wilsona, da bo o tem, kam bo pripadla ta ozemlja, ki se da Italijani zasedajo, odločala Pariška mirovna konferenca in mi jim moramo zaupati. In seveda Slovenci so takrat naivno na to pristali in takrat so govorili o Wilsonu, recimo kot tata Wilson, to pomeni naš oče, oni so te vodilni politiki prepričani, da bo Wilson odkril samo kot narod dovolil tudi Slovencem, da se bomo izrekli za samostojno Slovenijo in da Italijani ne bodo zasedli našega ozemlja. To se potem pokazalo kot velika laž in prevara. In zanimivo je, da so Američani, ko so prišli na Pariško mirovno konferenco, razpolagali z številnimi dokumenti o tem, kako naj poteka jugoslovansko-italijanska meja. In niti v enem dokumentu ni bilo predvideno, da bi Primorska pripadla Jugoslaviji povsod. Je šlo za to, da je Italija dobila Primorsko, to med drugim zakaj, tudi zato, ker so bile takrat tudi predsedniške volitve in Wilson je računal na glasove Italijanov in zato so bili bolj naklonjeni italijanskim verzijam tega mirovnega načrta. Še nekaj se je potem pokazalo, ta komisija, Wilson je pred začetkom konference ustanovil tako imenovano komisijo Inquiry, ki je bila sestavljena iz nekaj 100-110 glavne mladih univerzitetnih profesorjev iz ameriških univerz, ki so mu pripravljali dokumente o tem, kako naj izgleda povojna Evropa. In ta ameriška komisija se je razdelila na dva dela, na proitalijanski in na projugoslovenski del. A proitalijanski del je bil bistveno močnejši. To je bil Louis Beer, ki je bil strokovnjak za Južno Afriko in Afriko. On je trdil, da smo mi Slovenci barbari, medtem ko Italijani so nasledniki visoke rimske civilizacije in ta pogled je potem na ameriški strani prevladal. No, kljub temu smo mi imeli le nekaj predstavnikov in sicer je bil profesor Kerner, ki je bil Čeh, po rodu govoril je tudi slovensko in on se je zauzemel za slovenske nacionalne cilje. Pokazal se je potem pa še nekaj, da je polkovnik Haus bil odgovoren za to, da so Italijani dobili celotno Primorsko, je pa potem spremenil mnenje in ko so se Slovenci dvakrat srečali z predsednikom Wilsonom v Parizu, je on spremenil mnenje in je govoril naši delegaciji Brecu, prosim, ne zahtevati na avstrijskem Koroškem področja, kjer niste v večini, jaz bom z Wilsonom se dogovoril, da bo plebiscit samo tam, kjer ste vi v večini, da boste ta področja dobili. Skratka, tudi on je ugotovil, da je šel čez določene meje. Do tem, kakšna bo zahodna meja, tisto, kar so potem začeli zasedati Italijani, je bila zelo vroča diskusija tudi znotraj te komisije Inquiry in zahvaljujoč kartografu iz Columbia University, to je bil major Douglas Johnson. On je bil vsak dan v stiku z Wilsonom in on je bil nam poleg Kernerja najbolj naklonjen in on je potem prepričal Wilsona, da mi smo Italijanom zavestno dovolili, da so zasedli Primorsko,
ne jih kaznovati še zato, da bodo izgubili tudi Koroško in potem se je podobno skoraj zgodilo tudi kar zadeva Prekmurje. Wilson je bil tukaj trd, zakaj? Zato, ker so eno od glavnih ciljev Wilsona na tem področju Srednje Evrope je bil, da bo Avstrija postala močna država, a ne bo takoj padla pod vpliv Nemčije, da bi preprečili Drachmacht-Osten in so zato seveda bili naklonjeni avstrijski strani in na ta način so seveda dobili tudi avstrijsko Koroško. No, tukaj je bilo nekaj par ljudi v ameriški delegaciji, ki je odločalo o naši usodi. Jaz mislim, ko se gleda dokumente za nazaj, ni absolutno nobene možnosti bilo, da bi mi dobili kaj večkrat, kot smo dobili potem, ko je zasedala Pariška mirovna konferenca. Celo tako daleč je šlo, da je Korošec zahteval izvedbo, če imamo plebiscit na avstrijskem Koroškem, je imel še plebiscit na Primorskem. Vendar se to ni zgodilo zaradi prevladujočega pomena Italije, ker Italija je izsiljevala tudi Wilsona, njegov glavni cilj je bil ustanovitev Društva narodov in Italijani so ne samo, kot so enkrat dopustili konferenco, zaradi jadranskega vprašanja, Italijani so tudi jasno povedali, če ne boste sprejeli naših zahtev, potem Italija ne bo podprla ustanovitev Društva narodov, kar je glavni cilj od Wilsona. To pomeni, da so vsi zgodovinski pogoji takrat so nasprotovali nam in moram reči, da je pravi zelo velik praktično čudež, da je Slovenija potem, zahvaljujoč narodnemu osvobodilnemu boju, priključila si Primorsko, zgubili smo skoraj na večne čase Koroško in po nekem srečnem naključju smo dobili tudi Prekmurje. Skratka, Američani so imeli takrat glavno vlogo v določanju slovenskih mej in Američani so imeli potem še dvakrat v naši zgodovini podobno vlogo in imajo še danes. Mislim pa, da ko se vse pregleda, je bil pravi čudež, da smo Slovenci sploh dobili toliko, kot smo, in Slovenci kot nezgodovinski narod smo se potem v času Pariške mirovne konference obnašali skoraj da kot suvereni narod na Pariški mirovni konferenci in smo bili ena od redkih delegacij, ki se je sestala z Wilsonom celo dvakrat, čeprav seveda ni imela nobene možnosti, da ga prepriča, ker on je bil trdovratni v svojih stališčih, vendar smo se z njim sestali in poskušali na njega vplivati, čeprav brez uspešno. Skratka, takrat so bili položeni temelji naše suverenosti in naše neodvisnosti, tudi zahvaljujoč dejstvu, da je Pašič kot vodja delegacije v Parizu bil fleksibilen in da je dopuščal, da smo se Slovenci obnašali kot država v državi in da smo skrbeli praktično sami za vse te naše nacionalne sile. Če sklenem, mislim, da je bilo potem, ko je razpadla Avstro-Ogrska, povsem jasno, da bo Italija kot velika sila članica Antante poskušala resničiti vse cilje, ki jih je dobila v okviru tajnega Otomskega pakta, dobila je potem pa se še celo več. In prav zasedba teh ozemljev, takoj po koncu svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske, je bila prva stopnica na poti k razpadu in temu nepravičnemu mirovnemu sporazumu med Kraljevino Jugoslavijo in Italijo. Hvala. Spoštovani, hvala lepa za ta oris na začetku dogajanja, torej od leta 15 do 18 do 20, v bistvu vse prej in potem. Nadaljujemo z tematiko, ki jo bo predstavil dr. Božo Repe, mislim, da je tukaj PowerPoint, o tem, torej, kakšna izhodišča so sploh Slovenci imeli v tistem času, kako so jih videle velike sile in še čem predajam besedo, mikrofon.
Hvala lepa. Ja ću govoriti na slovenačkom, ali ovaj PowerPoint je na engleskom, tako da mislim da ćemo se razumjeti. A sažetki svih naših ovih nastupa uvodnih su na engleskom ovoj građe što se dobili, tako da mislim da će uprkos tome da ne govorimo svi na engleskom, jer to smo da izbjegnemo, da ćemo se razumjeti i da će diskusija naravno biti dovoljno interesantna za sve nas. Torej, za Slovence kot narod nadaljeval bom nekako ali pa začel bom tam, kjer je orisal situacijo kolega Lipušček. Torej, za Slovence kot narod, ki je sicer živel v eni državi, to je Avstro-Ogrski, a na nacionalno mešanih ozemljih, tako imenovanih historičnih dežel, je konec Prve svetovne vojne pomenil eno od treh velikih prelomnic v 20. stoletju. Druga je bila Druga svetovna vojna, kjer se je meja, kot vsi vemo, spremenila, in tretja je bila v razpadu Jugoslavije. Torej, tukaj bi rekel podobno, kot je rekel Uroš Lipušček, čeprav morda to zvoni malce pretenciozno, vstopili so na mednarodno prizorišče. No, v praksi je pravzaprav to pomenilo predvsem to, da so jih velike sile zaznale. Torej, vsi tisti, ki so posredno ali neposredno odločali o slovenskem ozemlju in v usodi Slovencev, so jih nekako zaznali, do tedaj niso vedeli kaj dosti. Do tedaj v njih niso vedeli kaj dosti, če sploh kaj. Če pogledamo sile, ki so o tem odločale, izpustil sem Japonsko, ker o njej premalo vem, tudi imamo zelo malo virov, kaj so Slovenci sploh vedeli. Torej, če pogledamo te glavne velike sile, ki so o tem odločale, lahko vidimo, da gre za skupno ugotovitev, torej za ugotovitev, da Slovenci sodijo med tako imenovane nezgodovinske narode. Ta pogled se je lepo prilegal siceršnji imperialni logiki kupčevanja z ozemlji, ki so sicer idealistično nasprotovale ZDA, v praksi pa prav tako ravnale seveda zelo pragmatično. No, položaj Slovencev na Pariški mirovni konferenci je oteževalo tudi dejstvo, da so bili del poražene Avstro-Ogrske. Čeprav so seveda v tem času že bili formalno del tudi kraljevine Srbov in Hrvatov in Slovencev, ki pa je bila le deloma priznana zaradi nasprotovanja Italije. Zaradi takega položaja seveda je potem v nadaljevanju Slovenija tudi dobila to, kar ste slišali, to pomeni tretjino slovenskega etničnega ozemlja. Koroška je pripadla Avstriji, manjša slovenska skupnost v Porabju prav tako, medtem ko je Prekmurje predvsem zaradi vprašanja bolševiške revolucije in njenega širjenja v srednjo Evropo, ker na Madžarskem je prav tako potekala revolucija, potem dovolila zasedbo, jugoslovansko zasedbo Prekmurja in kasnejšo priključitev. Rapalska pogodba je bila sicer del zelo zapletene mednarodne situacije. Ta mednarodna situacija ima poleg zgodbe o ZDA, ki smo jih slišali, ima podobno zgodbo seveda tudi za druge države. Njeno izhodišče pri odločanju je pa to, kar približno vidite na teh PowerPointih.
Torej, ocena je, da so Slovenci ne samo nezgodovinski narod, ampak kulturno na bistveno nižji ravni, kot so Nemci in Italijani, da nikoli niso ustvarili svoje lastne države, da pravzaprav niso nikoli izraženi volje, da bi imeli neko svojo politično tvorbo, razen na deklarativni ravni. Nekatere ocene, ki jih tukaj sicer ne navajam, navajam razne delih, gredo še mnogo huje, da so mnogo bolj pejorativne, žaljive, ne samo o Slovencih, temveč o vseh južnih Slovanih. Tukaj gre za poročila raznih komisij, ki so poročale z terena v času Pariške mirovne konference, zlasti iz Koroške, zlasti iz Prekmurja. In torej ljudje, ki so tukaj sodelovali, da so si tudi na osnovi lastnih predsotkov ustvarili neko mnenje in to mnenje se je potem prelilo v odločitve torej teh velikih držav. Če bi zadeve sintetiziral zelo na kratko, bi rekel, da Britanci so o Slovencih napisali prvo študijo objavili prvo študijo šele leta 19, to je naredilo Britansko ministrstvo za zunanje zadeve, Foreign Office. Iz te študije, ki obsega kakšnih 18 strani, je razvidno, da je nastajala med vojno in ima neko relativno solidno podlago, sicer kakšnega vedenja ni bilo. Tam sta mogoče dva publicista, ki sta o tem nekaj več pisala, ki sem jih tudi navedel na začetku, drugače pa torej tega vedenja ni. Pri Američanih so glavne informacije prihajale od te skupine Imperial, ki jo je omenjal kolega Lipušček in kjer so bili na eni strani idealistični pogledi, izraženi v 14 točkah, in potem na drugi strani izrazit ameriški pragmatizem. ZDA so se potem tudi umaknili v izolacionizem in niso igrali več kakšne pomembnejše vloge. Čeprav je bil Wilson na koncu potem na Trafalsko pogodbo razočaran, ampak je izhajal iz tega, da če so Jugoslovani sami na to pristali, če ne bilo za izseljevanje, se nimamo kaj mešati v njihove zadeve. Velika Britanija in Francija sta trdno sledili odločitvi, da so uresničili Londonski pakt. Za obe državi je bilo pomembno tudi zaradi drugih zadev, torej zaradi večjih razsežnosti, da nekako izhajajo iz stališč starih aktov in dogovorov. Zato je pravzaprav na Balski pogodbi uresničil Londonski pakt. Rusija je igrala pomembno vlogo v začetku vojne, glavno seveda pri Londonskem paktu, ker je želela drugo fronto, da se vojaško razbremeni. Želela je pa tudi dobiti Bosno in Bangladere. Del te kočije je bil, da drugi dve veliki sili, Francija in Velika Britanija, na to pristala. O Slovencih Rusi niso imeli kakšnega pozitivnega mnenja, ravno tako ne. Bili so prepričani, da je to katoliški narod, tako kot Hrvatije, da je podrejen Vatikanu in da ne sodi v neko razširjeno srbsko državo. Tukaj so sploh videli problem in so svarili Pašiča, zakaj se Srbija hoče širiti na ozemlja, kjer živi nepravoslavno prebivalstvo in da bo imela podoben problem, kot ga ima Rusija s temi svojimi neruskimi oziroma nepravoslavnimi teritoriji. No, Rusija potem ni igrala večje vloge kot vemo zaradi Brest-Listovskega sporazuma, izstopa iz vojne in revolucije, ampak
seveda tisto, kar je bilo sklenjeno, naprej se je na koncu tudi uresničilo. Delitev Slovencev ni pomenila samo to, da so pač sedaj prišli v različne države, pomenila je zlasti za primorske Slovence to, da so bili izrazito hitro podvrženi italianizaciji, fašizaciji, da so se temu sicer upirali, hkrati prišlo do velikega izseljevanja, okrog 100,000 primorskih Slovencev se je izselilo, 70,000 v Jugoslavijo, pretežno v Slovenijo. So se pa skušali tudi upirati in sicer na različne načine. Eno je bil pasivni kulturni odpor, najbolj zanimiv je pravzaprav to vizualni odpor, tako rečemo, na razstavi tukaj, na razstavi od tole tu kraju spodaj. Tole kraj, to je fenomen, je v časih pred drugo svetovno vojno in na začetku vojne poslikal kapelice, torej cerkvice po vsem Slovenskem nacionalnem ozemlju v Italiji in tako zarisal nevidno etnično mejo. Te njegove slike kažejo torej povsem konkretne obraze, Mussolinija, Hitlerja in tako naprej, italijanske funkcionarje, ponekod jih imajo liturgični podobi na tej znani sliki Rapalov, ki je tukaj v muzeju novejše zgodovine, pa prikazujejo, pravzaprav simbolizirajo celotno usodo primorskih Slovencev v tistem času. Se pravi, če sledimo tej liniji od diplomatskih odločitev, ko Slovenci prvič pridejo v zavest, do tega, da so razdeljeni, je to relativno kratko obdobje nekaj let, 3-4 let, ki pa so potem usodno zaznamovali naslednjih 20 let, torej več kot četrtine slovenskega ozemlja in tretjine prebivalstva. Tako, hvala lepa za tole še eno bolj. Gremo torej vedno bolj, se poslušalcem upam svetlika, o čem govorimo. Mi je pa všeč, da imamo danes tudi tukaj gosta iz ene državice, ki 18. leta pride skupaj s Slovenci v novo, torej kraljevino SHS, kasneje kraljevino Jugoslavijo in o kateri, kot smo kolega Ivan Smiljanič in kolegica Maja Bekar, vsi trije udeleženci Retrofesta pred časom pisali za črnogorski zgodovinski časopis Historijski zapisi o Črnogorcih, o pogledu Slovencev na Črnogorce leta 18. Kaj smo ugotovili, ko smo analizirali časopis je slovensko tistega časa, da Slovenci o tej naši kasneje skupni republiki in sobratov jugoslovanskih nismo vedeli skoraj nič. Črnogorci so imeli v tistem času zelo specifične neke mednarodne odnose, predvsem z Italijani. Če pogledamo še malo bolj v zgodovino, lahko vemo, da je v bistvu ta navezava Italije in Črne Gore segala vsaj nekaj stoletij nazaj, konec koncev poznamo zgodbo z Barijem in Antibarijem oziroma današnjim Barom, kjer v bistvu je da predvsem črnogorsko primorje bilo italijansko. Zdaj pa mene zanima, dr. Gurzanović, kakšna je pa bila situacija leta 18, Črnogora, Italija, se omenja, kaj je Rapalska meja. Vemo, da Rapalska meja ni segala do Črne Gore, na nek način se ostali pri enklavi, torej pri Zadru, ampak kakšne so bile te komunikacije, vi ste strokovnjak za italijansko-črnogorske odnose, verjetno ste videli kakšne poglede. Tako je, da, kao što si rekao, nije Rapalskim ugovorom definisan jedan santimetar crnogorske granice. Zapravo desilo se nešto da Crnu Goru važnije u tom trenutku. Crna Gora izgubila posljednjeg podržavaoca svog prava da suvereno odlučuje svoje budućnosti, bilo da se radi o nastavku samostalne državne samostalnosti, unosio unitarnu ili neku drugu federativnu
jugoslovensku zajednicu. Da bi bolje razumjeli vezu između Crne Gore i Rapalskog sporazuma, izbivanje u Rapalu treba se vratiti, ja ne znam da li možete treba, mislim... Da, treba se treba se vratiti nešto unazad, recimo situacija 1918. godine uoči kraja rata, Crna Gora je okupirana od Austro-Ugarske, a njena vlada i njen suveren nalaze se u egzilu u Francuskoj i u Neji. Sva njena nastojanja crnogorske vlade i suverena da formiraju svoju vojsku u izbjeglištvu i da budu i u tom dijelu ravnopravan saveznik ostalima, ostalo su bez uspjeha jer su velike sile uglavnom već imale projekcije u kojima je u okviru njihovih planova za neku rekonstrukciju Europe u kojima za Crnu Goru kao nezavisnu državu nije bilo mjesta. Jedina podrška koju velikih sila Crna Gora mogla da dobije bila je podrška Italije, koja je bila prilično, da kažemo, neiskrena sa stanovišta, ne znam koliko dobro voditi kategorije iskrenosti međudržavne odnose, bolje govoriti o interesima. Zapravo, Italija je nastojala da Crnu Goru pretvori instrument svoje spoljne politike i kao sredstvo ucjenjivanja Beograda u budućem uspostavljanju granica u području Jadrana, odnosno ono što se zapravo desilo, što je definisano Rapalskim ugovorom. Velika četvorka koja je odlučivala o donosila značajne odluke o budućnosti Europe, već na samom početku Versajske mirovne konferencije odlučila je o tome da austro-ugarsku okupaciju Crne Gore zapravo zamijeni saveznička okupacija, pri čemu i u tim okolnostima legitimnoj vladi koji su i suvereni, koji su i dalje priznavali formalno, nije dozvoljeno da se vrati u zemlju i da restauriraju svoju vlast. U tim okolnostima najveći dio Crne Gore okupirala je srpska vojska koja je u čiju pomoć je organizovana područna skupština koja je izvršila promjene u smislu detronizacije crnogorske dinastije i donošenje odluke o bezuslovnom prisjedinjenju Crne Gore Srbiji, a preko nje i Jugoslaviji. Odluka koju velike sile neće za dugo priznati, formalno, ali suštinski neće uraditi ništa protiv takve odluke, jer im je u nekom duži rok to i odgovaralo. Odgovor Crne Gore, donekle Italije, na takva dešavanja, odgovor crnogorskih suverenista, jer imamo jednu podjelu crnogorskog društva, duboku podjelu, mislim podjelu koja će postaviti sve duža po toj osnovi, je bila božićna pobuna koju su okupacijne vlasti uspjele i pristalice bezuslovnog ujedinjenja uspjele da uguše. Pobuna je ohrabrena od strane Italije, italijanske spoljne politike i Crna Gora je zapravo dobila ohrabrenja tajnim kanalima da će Italija pomoći tu pobunu, ali to se realno nije desilo. Italija je čitavo vrijeme bila katalizator crnogorskog otpora, koji je nastojao da crnogorsku kartu, crnogorsko pitanje ne otvori na konferenciji mira, jer je trebalo otvoriti u trenutku kad se budu rješavale za njih bitna pitanja, odnosno kad se bude pregovaralo o granicama između Beograda i Rima. Da ne bi potpuno nestala ta identistička energija, Italijani su nezadovoljni stavovima saveznika o njihovim aspiracijama na Jadranu. Oni su te pobunjenike, ustanike prihvatali u Medovi, San Giovanni di Medova, u Draču i odatle su ih transportovali u Italiji i omogućili im da se objedine kao jedinica u Italiji, a sa Crnom Gorom je da bi se spriječilo mogući sporazum crnogorske vlade u izbjeglištu i Beograda, sa njom napravljen sporazum 30. aprila
1919. po kom je organizovana, opremljena i održavana vojska, mala vojska u Gaeti kao sredstvo pritiska. Njen potpisnik je general Enrico Caviglia sa italijanskim. Vođa božićne pobune Jovan Plamenac shvatio je bez obzira na potpisivanje te konvencije da Italija Crnu Goru pretvorila samo u svog zatočnika i sredstvo i pokušava da ide ka tome da se sporazumije i da nakon nekog vremena Crna Gora neće biti potrebna kao instrument, i nastoji da se sporazumije sa nacionalističkim, maksimalističkim, da kažem tako, orijentisanim italijanskim snagama i pravi dogovor sa Danuncijem maja 1912. godine, koji je trebalo da izazove jedan opšti ustanak Hrvata, Albanaca, Makedonaca, Crnogoraca, kojim je trebalo rasturiti Jugoslaviju. To se nije desilo, ali govorim o tome da je politička crnogorska emigracija prozirala tu igru, međutim prosto nije imala druge mogućnosti. Plamenac je pokušao nešto da uradi i u Londonu. Ovdje imamo sve poznatu fotografiju sa potpisivanja Rapalskog ugovora i Rapalski ugovor zapravo nijednim slovom ne pominje Crnu Goru. Indirektno se na nju odnosi tačka 7. Nijednim slovom se ne pominje Crna Gora, ali mi znamo i postoji dokumentacija i tu dokumentaciju su opozicioni poslanici i opozicioni raspoložene ličnosti u Italiji raspolagali su njime i stavljali na raspoloženje i crnogorskoj izbjegličkoj vladi, koji su dokazali da je zapravo Crna Gora itekako bila prisutna i da je jedan od uslova za dezinteresovanje Italije u pitanjima Crne Gore bilo ispunjavanje njihovih zahtjeva. Sa desne na lijevo druga ličnost je Giuseppe Volpi. On je u septembru, znači uoči potpisivanja ugovora, on je nalazio se na čelu većeg broja privrednih inicijativa italijanskih u Crnoj Gori. Vidim vrijeme brzo teče, požuriću. Znači, nalazi se na čelu tih inicijativa i u septembru je pripremio kao specijalni izaslanik Karl Sforza, koji je bio, da kažemo, kreator i čovjek koji je sa italijanske strane vodio ove pregovore i pripremio, kao svojstvo ministra spoljnih poslova, pripremio potpisivanje sporazuma. Dakle, Volpi je pripremio zapravo dogovor posebno finansijska pitanja. U tačci 7 ovog Rapalskog ugovora kaže se da će vlada u Beogradu ispoštovati sve finansijske dogovore, sve koncesije koji su Italijani imali na prostoru buduće države, a koji su potpisale zemlje precedenti. To je značilo zapravo da je Volpi sačuvao svoje pozicije, jer je italijanski kapital bio mnogo investirao u Crnoj Gori. Italijanski nacionalisti nezadovoljni ne pitanjem Crne Gore, naravno, nego konačnim rješenjima, napadali su žestoko vladu i koristili sada crnogorsko pitanje ne kao instrument italijanske spoljne politike, već kao instrument italijanske unutrašnje politike. I tu je bilo mnogo suza za teškom sudbinom Crne Gore i Crnogoraca, posjećanje da je Italija izdala svog najmanjeg saveznika i sad da ne dužim, uglavnom čitav niz italijanskih poslanika, veliki broj poslanika je potpisivao peticije, članova vlade, senatora, potpisivao peticije u korist Crne Gore i još od februara mjeseca 1920. dakle i prije početka sporazuma ovih pregovora inicijativa prvih koje su počele u junu 1920. znači novog prije potpisivanja, dakle oni prozivaju italijansku vladu, prozivaju ministra Sforcu zbog trgovine Crnom Gorom i ovdje imamo iz ovog stenografskih bilježaka svi detalji u kojima se do detalja ukazuje na koji način je sve Italija izdržala
iznevjerila svog malog saveznika. Pozicija Crne Gore se posebno pogoršala kad je u martu 1921. godine umro kralj Nikola, nestala je posljednja krupna figura koja je mogla da zastupa to pitanje. Vlada Bonomi, u tim sukobama koji se desili u parlamentu, pala je vlada Giovannija Giolitija, pao je sa pozicija kreator ovog Rapalskog ugovora Sforza, a nova vlada je malo opreznije nastavila da sprovodi odluke, da sprovodi obaveze o rasturanju crnogorske vojske iz Gaete, o njihovom protjerivanju, odnosno prebacivanju Jugoslavije, gdje su kasnije mnogi završili u zatvorima i tako dalje, bez obzira na obećanu amnestiju. Posljednja karta na koju su zaigrali crnogorski migranti, bili su italijanski fašisti. Oni su i u parlamentu i na svom kongressku napolju koji je prethodio maršu na i tekako se pozivali na crnogorsku priču, poznato je više govora Mussolini i na tu temu. Nesretni Crnogorci, da tako kažem, čak su prepoznajući u njima posljednju šansu, čak se pojavljuju kao fašadi kombatimento Montenegrino, učestvovali su u maršu na Rim, ali razočarenje je bilo veliko. Energičnije od svih preostalih prethodnih vlada Benito Mussolini je sproveo odredbe Rapalskog ugovora, a tačka na i bila je 1923. u proljeće, kada je protjerao najodlučnijeg borca za crnogorsku nezavisnost Jovana Planica. Hvala, izvinjavam se ako sam malo probio. Hvala. Dr. Bozanović, odlično, bilo je sve na vreme, tako da nije problem. Gremo naprej, širimo se, gremo podrobnosti in tako naprej. Omenili smo, zdaj smo pogledali diplomacijo, zdaj pa pogledamo še malo tehnične zadeve. Ko nastane meja, jo je treba seveda označiti, zakoličiti, za kar seveda države, ne samo države, že vsak lastnik za svojo parcelo zelo dobro skrbi in gleda, kje so mejni kamni, na kak način so narejeni in tako naprej. Kako se je zadeva postavljala na terenu, videli smo prej že na razstavi, ker sem omenil mejni kamen na vrhu Triglava, torej Rapalska meja je šla čez Visokogorje, na najvišji točki je bil mejni kamen, ki ga potem 44. leta partizani zabrišejo v dolino z reko tukaj nikoli več meja, torej Rapalska meja, ki ne bo več delila Slovence. Kako je izgledala zadeva, pa nam bo predstavil geograf, dr. Zorn, beseda je vaša. Hvala. Torej, pogodba Rapalska je popisana. V prvem členu pogodbe je v grobem napisano, kako naj bi meja potekala od Strumeje, se pravi takrat SKS, Avstrija, Italija in pa vse na jugu do reke. Dolžina te meje je bila približno 245 km, ko se pridruži še reka Italije, potem celotna dolžina tega dela Rapalske meje 265 km. In seveda, v pogodbi je meja urisana na grobo in da bi mejo pa potem natančno določili na terenu, so bile ustanovljene mešane komisije, ki so delovali od leta 1991 do leta 1926. Ustanovili so 3 ločene komisije, ena se je ukvarjala s to mejo, ki jo obravnavamo danes, se pravi med Trumejo in pa reko, do reke, potem druga se je ukvarjala samo reko in pa tretja se je ukvarjala z zatekom. In kaj se je dogajalo na tem področju takrat? Se pravi, imeli smo 2 zadevi, ki so se začeli že leta 1920. Prvo je pa potreba izdelati natančne kartografske podlage, kjer bi bila ta meja izrisana in seveda na teren postaviti mejne kamne, da bomo mejo označeno tudi v sami pokrajini. In takrat so izdelali zemljevide v merilu 1:5000 od tukaj Trumeje, Slovenija, Avstrija, Italija, pa vse do reke. Izdelali so 86 zemljevidov, to so te kvadratike, ki jih tudi vsak kvadratnik predstavlja en zemljevid v merilu 1:5000, se pravi zelo natančni zemljevid. Kar pa vidite tukaj v ozadju, se pravi zemljevid, konkretno je pa pregledni zemljevid, ki kaže, kje so bili locirane vsi te zemljevidi o Rapalski meji, ki jo pa kaže tale črna črta.
merilo tega zemljevida je pa 1:300. Kot rečeno, izdelano je bilo skupno 86 zemljevidov med Tromejem na severu in pa reko na jugu. Zemljevide in pa vso geodetsko izmero na terenu je upravljal Vojno-geografski inštitut iz Ferenc. Seveda so pa sodelovali komisije bila mešana, se pravi, v komisijah na terenu so med tako Italijane, kot seveda predstavnike SHS in oni so potem količek, kako ta meja gre. Samo geodetsko izmero, potem sam izris zemljevidov so pa izdelali kolegi iz Italije. Primer nekaj tasnega zemljevida in kvadratka, na kateri delu Rabalske meje se da nahaja, konkretno imamo tukaj okolico Žirov. Če pogledamo malo bolj podrobno na te zemljevide in kaj so ti zemljevidi posebovali. Se pravi, kot sem že omenil, zemljevidi so bili zelo, zelo natančni, merilo 1:5000. Tako da so lahko vsebovali marsikatere pomembne podatke. In podatki, ki se tičejo meje, so tale rdeča črta. Rdeča črta predstavlja Rapalsko mejo in njen potek, in pa teli krogci in pa številke. Krogci in pa tudi kvadrati, te pa predstavljajo mejne kamne. Se pravi, da na teh zemljevidih so označili čisto vsak mejni kamen, ki je bil postavljen na teren. Izdelane sta bili dve različici zemljevidov, italijanska v italijanskem jeziku in pa srpska različica, ki je bila pa v latinici. Tole, kar gledate tukaj, je srpska različica, se lahko tukaj vidite, ni slovenščina na zemljevidu. Kar je mogoče zanimivo pri teh zemljevidih, je še to, Italijani so potem na svoje strani meje vse popolnoma italijanizirali. Te zemljevidi so nastajali pred tem, se pravi, če pogledate toponimi na zemljevidih, na cel delu, ki je prišel pod Italijo, so še vedno slovenski. Takrat še niso italijanizirali. Če pogledate, boste videli ob tej mejni črti krogce številke, ene številke so arabske, ene so rimske, ene so malo večje, ene so malo manjše. In pa potem topografske znaki, ene rdeč krogac, ene rdeč kvadrat. Se pravi, postavljali so različne mejne kamne, najbolj pomembni so teli kvadratni, to so tako imenovani glavni mejniki, ki so bili postavljeni na začetku posameznih odsekov meje. Vmes so pa teli krogci, to so pa vmesni mejni kamni, ki dejansko po krajini kažejo, kako ne bi meja šla. Potem so pa še drugi posebni mejni kamni, ki so pa predvsem postavljali na mejnih prehodih. Če pogledamo naprej, se pravi, sam zemljevid ni vseboval samo tega, kar vidite tukaj, vseboval je tudi določene številske podatke, danes bi temu rekli metadata, tisti, ki se ukvarjate, boste videli, kaj to je. Se pravi, poleg, smo že rekli, posameznih mejnih kamnov, imamo zraven, da za vsak mejni kamen podatek o nadmorski višini. Če pogledamo konkretno tale mejni kamen, tukaj imate številko 791, se pravi, to je njegova nadmorska višina in tukaj najdete še bolj natančno na dveh decimalkih. Se pravi, vsak mejni kamen ima napisano nadmorsko višino. Do vsak, poleg tega smo imeli napisano razdaljo med dvema mejnima kamenima. Se pravi, tukaj je konkretno med tema dvema tukaj, vidimo, da je bila razdalja 20 metrov. In poleg tega smo imeli še kumulativno oddaljenost od Tromeje, se pravi, konkretno tale mejni kamen je bil od Tromeje oddaljen 116 km. In pa seveda potem imamo tukaj še polno številka. Arabska številka pomeni odsek meje, rimska številka pa pomeni umestni mejni kamen iznotraj tega odseka. Tega številka, pa kot sem rekel, pomenijo pa nadmorsko višino. Meja je bila razdeljena na 70 odsekov. Po priključitvi Reške države jih je imela 76. Se pravi, imeli smo 76 glavnih mejnih kamnov, ki so izgledali takole. Med temi glavnimi mejnih kamni je bilo pa več kot 5000 umestnih mejnih kamnov, ki so pa izgledali takole, oziroma takole. Kakor vidite, so bili mejni kamni različnih dimenzij. Ta zakon je specifičen, to je bil tromejnik SHS, Italija in pa Avstrija, ki se nažalost ni ohranil. Teli ostali pa številne še vedno najdemo
in nekako se ocenjuje, da jih je približno četvrtina še ohranjenih. Izdelani so bili iz betona in izdelali so jih na licu mesta, se pravi, oni so prišli s kruhom gor in zmešali beton, postavili kamen na licu mesta. Če pogledamo dimenzije, se pravi, glavni mejni kamni, takile so bili visoki 1 meter, pomestni mejni kamni so bili visoki približno 60 cm, na mejnih prehodih smo imeli pa takile mejni kamne, ki so bili visoki približno meter vrhov. Primer vidite mejni kamen iz Vršiča, ki ga lahko opazite, če seveda ni avtomobilov preveč parkiranih tam. Imeli so tudi številne oznake, kot jih imajo mejni kamni še danes. Se pravi, imeli smo oznako države, SHS, v delu, ki gledajo k nam, in pa seveda letnico podpisa Rafalske pogodbe. Na straneh smo imeli pa dve številki. Sekcijsko številko, se pravi, kateri sekciji pripada, jaz bo rekla, to je tale številka, in pa znotraj sekcije, za kateri pomestni mejni kamen gre, to so pa tele rimske številke. In pa še ena zadeva, to je pa, če gledate na mejni kamen od zgoraj, tudi na vrhu mejnega kamna smo imeli oznake, tale pušica je označevala sever, tele dve pa označujeta, ki je predhojen mejni kamen in ki je naslednji mejni kamen. Kako je izgledal en tak glavni mejni kamen? Ta je stal na prehodavcih, vidite, tukaj imamo sektorsko številko, se pravi za začetek sektora 12. Vidimo, še vedno se vidi letnica 1920, čeprav so jo že kar poškodovali, in tukaj je bila I za Italijo. Na strani, ki je gledala po protest S, imamo pa danes D. Zakaj? Ker na tej strani so se pa črke malo spremenili. Se pravi, najprej smo imeli do leta 1929 oznako SHS, po leta 1929 so spremenili BJ kot Jugoslavija in potem leta 1941, ko Slovenijo razdelijo Nemci in Italijani, določili Rokavske meje ostal državna meja med Italijo in Nemčijo in so Nemci enostavno spremenili v D. Zato v našem visokogorju boste zelo pogosto srečali te D. Triglav smo danes že omenili in na Triglavu je seveda stal mejni kamen. Na zemljevidu to zgleda takole, se pravi, tukaj smo imeli mejni kamen, ampak opise, kje stojijo mejni kamni, pa niso samo na zemljevidih, ampak tudi v, tukaj se piše opis granične linije, se pravi, imeli smo tudi pisne elaborate, kjer je bilo tudi opisano, kje mejni kamni stojijo. In konkretno za tale mejni kamen na vrhu Triglava je pisali, da stoji oko 2 metra daleko od Aljagrova stupa. Se pravi, imate Aljagrov stolp, 2 metra proč je pa stal tale mejni kamen in kako je to zgledalo na zemljevidu. Aljagrov stolp 2,55 metra do mejnega kamna, ki je ta stolp. Pa še druge informacije potem najdemo v teh opisih, recimo, kaj piše, da je bil položaj mejnega kamna podreten sporazumno, se pravi, so se na licu mesta so se morali komisija odločiti sporazumno, kje bo mejni kamen stal. In kar je pa tudi zelo pomembno, pa to, vsi mejni kamni so bili izmerjeni tehimetrično, kar pomeni zelo natančna geodetska izmera, se pravi, so zelo natančno jih umestili v prostor. Da vse na terenu ni šlo tako preprosto. Če smo lahko prebrali za vrh Triglava, da so se sporazumno odločili, kje bo kamen stal. Še en primer iz prehodavcev, pa meni kamen smo že videli, to je na koncu, na vrhu doline Sedmerih jezer, to je ta zadnja Rjavo jezero. Tukaj pa so imeli rahla nesoglasja in sicer, naša stran je seveda videla, da mora meja potekati po razvodnici, se pravi po grebenu. Italijanski predstavnik v konkretnem primeru je pisali, da se s tem ni strinjal in je pač zahteval, da gre meja nekoliko drugače. Konkretno je šlo za tole točko tukaj. Potem so pač sporazumeli in nekako potegnili mejo. Že prej sem omenil, da nekako ocenujemo, da je teh mejnih kamnov ohranjenih približno četvrtina. Seveda, da se zanimalo, koliko to drži. In stvari so zelo različne po hrani. Konkretno tole, Cerkljansko prepored je na tem delu Slovenije, tole smočišče Cerkno. Tukaj, vse to, kar je rdeče, to bi mogel biti mejni kamen, pa ga nismo najdeli. Se pravi, tukaj samo 10% lokacij smo našli, pa še tiste, ki smo najdeli, so zgledali približno takole. Se pravi, so bili določeni mejni kamni zelo načeti. No, nekateri pa zgledajo
izgledajo še kar v redu. Če se predstavimo pa nekaj drugam, konkretno v en del Julijskih Alp v okolici Komne, tukaj pa stanje povsem drugače. Tukaj smo imeli pa 73% menih kamnov še hranjenih, nekateri so taki, da bi jih danes postavili in imajo novo funkcijo za markiranje mejnih poti. Drugi so pa že malo bolj učiti, smo govorili zmrzano preparevanje naredi svoje in potem pač iz tega počasi nastane tole, dokaj nastane samo to. Se pravi, na mojih lokacijah najdemo samo takle, bomo rekli, kovinske palce, beton okrog se je pa popolnoma priprem. In da ne boste mislili, da najdemo mejne kamne samo na oddaljenih in pa slabo dostopnih terenih, najdemo jih tudi sredi mesta, to je konkreten primer iz Reke na Hrvaškem, ali ga imate takole postavljene ali pa pozidane v fasade določenih zgrad. Pa bi jaz tukaj zaenkrat končal, pa mogoče še odiši nekaj pa. Hvala lepa, dr. Zorkin, za tole lepo slikovito predstavitev. Mi gremo naprej z drugim nezgodovinskim strokovnjakom v sklopu našega projekta Rapalska meja. Sodelujemo, kot sem že prej povedal, tudi s Fakulteto za arhitekturo in tukaj velik del odnese docent dr. Janez Grom, ki je urbanist in ki se je v bistvu v doktoratu ukvarjal prav z vplivom Rapalske meje in njenih fortifikacij, predvsem v bistvu Rupnikove linije na geomorfološki razvoj prostora. Torej, kako meja vpliva na rast ali upadanje rasti torej stavbnega fundusa, bi se strokovno temu reklo, nekega mesta. Delal je na primeru Žirov in v bistvu odkril sila zanimive zadeve, ki so aktualne tudi v sklopu letošnjega leta in Slovenije, predvsem poplav, torej kako tudi seveda stavbe lahko vplivajo na večjo ali manjšo poplavno situacijo nekega kraja. Torej jaz prepuščam besedo dr. Gromu in v bistvu pač dajem tukaj besedo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, sem sliši? Ja. Hvala lepa za besedo. Jaz sem se, kot je napovedal Peter, ukvarjal z Rapalsko mejo z nekega drugega vidika. Nas, arhitekte, urbaniste, naša specializacija, pač urbanizem, zanima predvsem, kaj prostor danes predstavlja. In kaj prostor danes predstavlja, je predvsem odvisno od tega, kako je prostor nastajal. Se pravi, ta podlaga, ki mi danes govorimo o morfogeneza, se pravi morfogenetska podlaga, nam v bistvu predstavlja nek potencialno pozitiven motiv za razvoj prostora na unikaten, edinstven način za prihodnost. Se pravi, v poizkusu negeneraliziranja, pa razgeneraliziranja neke modernistične dedičine poskušamo najti neke specifične identitete znotraj vsakega prostora in vsakega merila, v katerem se nahajamo. Posledično je mene v raziskavi, ki še vedno zanima in se s tem aktivno ukvarjam, zanimalo, ali je mogoče neka rapalska meja, ki je bila v prostoru stavljena kot dano dejstvo, neka izvršna politika skoraj iz danes na jutri, v trenutku, so se spremenili pogoji, prostorski, socialni, ekonomski, kulturni, za nek narod, ali je vplivala mogoče na razvoj prostora in ali so ti odtisi vidni še danes. Se pravi, meja danes v prostoru ni več. V nekaj trenutku je bila to politična meja, ni nastala naravno, kot neka odločitev, takšna drugačna ozadja smo slišali. Danes je pa to neka zgodovinska meja, relikna meja, ker ni več niti na tej poziciji, v končni fazi, ko si vemo, da je bila zelo militarizirana. Glede na to, da je ta meja bila močno militarizirana, je meni to predstavljal nek dodaten motiv ali pa vzgib, da ugotovim, kaj ta militarizacija sploh pomenila v konkretnem materialnem smislu in koliko je to materialno in prostorsko definirano, je verjetno prišlo v nek ples, rečemo, v kontrast mogoče ali pa celo sinonijo z civilnim stavbnim fundusom v
prostoru. Zdaj, o sami poziciji rapalske meje ne bomo več, pa v zgodovinskem ozadju, ker nisem avtoritetna, ko so pred mano eminentni govorci o tem že govorili, kar je mogoče najpomembnejšo, je ta ciljno področje, s katerim sem se jaz ukvarjal, in to ciljno področje je nekje, dobro, ima neko svojo specifiko, o kateri bomo takoj, ampak je pa nekje lahko prototip, ki je prenosljiv na vse ostale odseke rapalske meje, med drugimi v tem trenutku predstavljamo to isto idejo, raziskovalno logiko na situacijo v Palestini, kjer imam trenutno doktorskega študenta prijavljenega, pa se iz določenih razlogov že 4 dni ne javlja več na meji. No, se pravi, konkretno govorimo o prostoru današnje občine Žiri, se pravi v Žirovski kotlini. Zakaj je ta prostor prav posebej zanimiv, kot verjetno večina vas ve, se je potem po kapitulaciji Jugoslavije 41. leta tukaj zgodil zvin te rapalske meje, ki je zavila, se pravi nova meja med Nemčijo in Kraljevino Italijo, je zavila ravno na tem območju proti Ljubljani. To je v tem prostoru vzpostavilo neko novo dinamiko, verjetno. To je bil tisti del raziskave. To, kar sem omenil, je neko dejstvo, ki so ga umetniki, takšne drugačne, od Toneta Kralja do Vilkota Grudna, jasno izražali takrat, se pravi leta 20, ko je bila rapalska meja podpisana, in še leta 2010 se je ugotavljalo, da je to v bistvu neka tragična vsebina. In moje vprašanje je bilo, ok, se pravi, če mi ugotavljamo danes, da je to neka tragična vsebina, ta meja, absolutno tragična in nič dobrega ni z njo, kakega tipa motiv za prostorski razvoj lahko, se pravi, v neki tragediji dajmo graditi prihodnost nekega razvoja. In prvi korak, ki smo ga mogli upraviti, razlog, zakaj je prišlo do nekega specifičnega razumevanja te rapalske meje in Rupnikove linije, se pravi militariziranega dela na jugoslovanski strani, je jasen. Ampak ta konkreten razlog, ker stvari so več plastne, vedno je bilo pa potrebno raziskati, to konkretno smo naredili tudi z Petrom Mišo, kjer smo v bistvu poskušali konceptualizirati, kaj vsi ti segmenti neke rapalske meje pomenijo. Ker rapalska meja, ok, je meja, je to dimenzionalna, recimo, če se pravilno izrazil, jaz po arhitekturno dojemam del prostorske vsebine, dejansko se je pa potem tridimenzionalno širila tisto sekundo, ko so jo Italijani militarizirali z alpskim cilom, pa mi, recimo Jugoslovani, militarizirali z Rupnikovo linijo, ki je potekala od Triglava, pa potem dol do Rijeke. Govorimo o okupaciji z neko infrastrukturo, v tem konkretnem primeru obrambo, ki je po globini zasedala teritorij in vplivala na ostale grajene sisteme v tem prostoru. In ta del smo raziskali in ugotovili, da mogoče sama Rupnikova linija kot taka je imela tudi določene pozitivne vplive, kot se je izkazalo potem na tem študijskem primeru Žirovske kotline na naše občine Žiri. Tukaj imate izsek pokazan, primerjava Žiri pa Idrija, rdeč označena je rapalska meja, tisti zelen krakec stran je potem že meja med Nemčijo in med Italijo. Kar je zanimivo, je to, da so bile v začetku recimo Idrija in Žiri med drugim tudi pod stavbnim fundusom in po tej morfološki sestavi, se pravi kompoziciji, ki jo grajeni elementi puščajo v prostor prazne primerljive. In so potem takem, so ena zraven druge, so primerljive in so predstavljali nek vrhunski primerjalni študijski primer, da smo res ugotovili, kako so posamezne te vsebine na dveh različnih realnostih vplivali na prostorski razvoj. Danes se utrte Rupnikove linije, tako kot meniki, nahajajo v takem stanju. Se pravi, niso pa prepoznane verjetno tudi zaradi tega, ker je Rupnikova linija bila dojemana na nek zelo poseben način še nedavno nazaj, in se v bistvu zdaj zadnje 10 let mogoče nekaj tako ukvarjamo kvalitetno z njo in bojo dobile te utrpe potem nek nov status. Zato, da sem ugotovil, kakšno je stanje danes na terenu in je lahko mogoče nek tak element iz preteklosti motiv
prihodnega razvoja bilo tudi treba ugotoviti, kakšno je stanje danes na terenu in upravljanje je bil nek zelo obsežen terenski pregled, konkretno samo v Žirovski kotlini, kjer je bilo ugotovljenih, da manjka več kot 50% pisanih objektov. Se pravi, če ti imaš nečesa v katastru stavb ali opredeljenega kot stavb, ga ne možeš upoštevati kot element v analizi, ki jo ti upravljaš. Ta analiza je bila popolnjena in namesto 100 objektov, jih je danes v prostoru najdenih cirka 166. Poleg tega so bili pa ugotovljeni še drugi utrdeni elementi, ki so blazno vplivali na razvoj te kotline, pa mogoče še kje druge kot bo ugotovljeno. Tle je primerjava, in to je ta del, kjer jaz trdim, da je Rapalska meja, Rupnikova linija in Rupnikova linija imela na razvoj določenih primerih, pa mogoče priča celo pozitivne učinke. Tukaj imate žirovske vasi, se pravi vasi v zasedke v Žirovski kotlini na levi strani. To so bili zasedki, ki med sabo niso bili povezani in so bili v bistvu v nekem zelo odročnem kraju neke velike države avtografske monarhije, se pravi pozabljeni, sred neke kotline, zelo nepovezane z nekimi urbaniziranimi središči. Ko se je zgodila Rapalska meja, je kar naenkrat postale želi obmejno mesto z mednarodnim prehodom. In to je generiral nek blazen razvoj in vse te rdeče pice, ki jih vidite, je stavbni fundus, ki je bil zgrajen nekje od leta 1920 do leta 1941. Povečava je 100%. Se pravi, težko bi rekel, da je negativno vpliva, iz določenih razlogov, ki ne bomo mogoče rešili v detalje, se je v bistvu razvoj v Žirovski kotlini razpohodil, tisti, kar vidite zelenega, so pa še potrdbe in tako jim prikazujejo ta preplet teh različnih vzorcev, civilnega in vojaškega. Primerjalno imamo pa potem tukaj Idrijo in lahko vidite, da je v bistvu ta razlika med tistim, kaj je srednjeveški stavbni fundus z temi klasičnimi vzorci, praktično nedopolnjen z neko gradnjo, ki je potekala v tem medvojnem območju. Vse to, kar je tukaj rdečega, razen tiste velike vojašnice nad Idrijo gor, so v bistvu neki prizidki pri objektih. Se pravi, treba razumeti tudi tipologijo stavb, ki so v vzorce umrežene dodatno. Se pravi, imamo po eni strani Idrijo, kjer je razvoj prostora je stagniral v celoti in živi, kjer so se pa nedalec stran razvojno razvohotne. In potem tukaj je nekje končna ta podoba obeh naselij, kot jih vidimo danes, vidimo, da so po razvoju zaradi potem modernistične povojne urbane ekspanzije v bistvu nekje ulovile korak en z drugim. Tukaj imate potem še te procente, ki je lahko vidite, živi 50% povečava, Idrija pa v tem času 20% in to še na podlagi enostavnih objektov. No, kar je potem še blazno zanimivo za nas, ki razmišljamo o tem, kako imajo določeni elementi razvojna prostora, je morfogenetska analiza. Se pravi, morfološka analiza nam govori predvsem o tem, kak je trenutno odtis nečesa v prostoru, ampak to ne pove celotne zgodbe. Zgodba je nekaj premikajočega, nekaj organskega in morfogenetska analiza pokaže na to, kako so pa ti elementi v nekem procesu dejansko vplivali na to. In tukaj imate recimo bolj konkretno potem prikazano to srednjeveško podobo Žirovske kotline, ki se je v trenutku, ko je bila vnešena Rapalska meja, začela razvijati na nek zelo specifičen način, kako so naselja sestavljala med sabo, kako so se centralnosti ali pa dojemanje centralnosti, ki je bilo prej v starih živeh, predstavljali v Gorno vas in tako naprej. Ker so se umikali v Trban, ker so se umikali meji, ker so se umikali poplavnosti v končni fazi. In nekje je končna podoba že od danes, kar je pa še zanimivo, da so bile pa narejene kot test neke simulacije, ki so za prezumcijo vzele dejstvo, da mogoče pa Rapalska meja ne bi bilo, kako bi se želi razvijali v tem primeru in smo ugotovili prek teh igre, se pravi igre vzorcev in procesov do nekih popolnoma drugačnih rezultatov. Pa še druga stvar, se pravi, zdaj smo govorili o vzorcu, druga stvar so poplave, zelo ekstremno kratko, leta 26 so živi prezidele izjemne poplave, kasneje se je začela graditi Rupnikova obrambni sistem in v okviru Rupnikovega obrambnega sistema so v Žireh bili postavljeni 3 protitankovski zidovi. Ti zidovi so vršili, kot smo kasneje ugotovili, tudi protipoplavno funkcijo.
v neki simulaciji, batigrafiji, ki sem jo jaz izdelal, je bila ta funkcija potrjena in je bila izjemna. Se pravi, poplave, kot so žiri prizadele recimo leta 2020, bi bile bistveno manjše, koliko bi bili ti zidovi danes še aktivni, očiščeni, vzdrževani, ne bi bilo tistih povojnih, se pravi, modernističnih posegov, ki poplavne ogroženosti seveda niso upoštevali po celi Sloveniji, in žiri bi enostavno se znašali na suhem namesto, da so plavale v vodi. Tako da zelo, zelo daljnosežno razmišljanje in večnamenska aplikacija resursov v tistem času, ko smo v bistvu hiteli z obrambo pred nečem, kar nam je grozil, in kasneje v dojemanju tega, da je bila pa ekstera Prupnikova linija, je bila pa nekaj na hitro in slabo zgrajenega. Daleč od tega, da so izjemno dobro zgrajene, tudi infrastruktura izjemno dobro premišljena. Pa še mogoče čisto arhitekturno področje, mi se konstantno pogovarjamo o tem, kaj je identiteta prostora, kaj nam prostor nekaj definira, in to baziramo seveda na neki likovni umetniški teoriji, ne toliko v nekih dejstvih v naravi. Če je Žirovsko kotlino in tudi Slovenijo predefiniral vsak turn na hribu, ki je postavljen, ali pa mogoče kozovci, so kar naenkrat v prostor dodrli taki elementi in spremenili v celoti podobo. Druga stvar, ki jo treba postaviti v te danes nepremične spomenike, je v bistvu še te pressure points, se pravi, te točke pritiskov, ki so jih vršili ti objekti. Vršili so pritiske na civilno prebivalstvo in na civilno gradnjo, in civilna gradnja se je prilagajala glede na to, kar je bilo postavljenega s strani vojske. Jaz, da ne bom predolg, bi mogoče v tem trenutku ustavil, sicer imam še več slajdov pripravljenih, ampak mogoče potem prepuščam za kasneje. Hvala lepa dr. Gromu za to slikovito predstavitev teme, ki je vsekakor zgodovinarji nismo najbolj vajeni ali pa pač eni drugi aspekti. To našo zgodbo Rapalske meje od leta 15, od Prve svetovne vojne, pa seveda podpisa in tako naprej, peljemo sedaj v bistvu, lahko rečemo, današnji čas, predvsem pa v obdobje osamosvajanja in osamosvojitve Slovenije, ko seveda s tem pogledom nastane nova država in se Italijani z veseljem začno vpraševati, kateri podpis bo sedaj definiral Slovenijo in Italijo. A pomeni, da Osimski sporazumi padajo, ali lahko govorimo spet morda o kakšni obnovi Rapalske meje, do seveda v bistvu obdobja, kako to vpliva tudi na dojemanje, ponovno dojemanje Slovencev s strani Italije, to oris oziroma to zgodbo, ki je za razliko od prejšnjih na nek način stvari, ko smo zgodovinsko gledali nazaj, to je retrospektivno gledali nazaj, tudi zgodba v bistvu sedanjosti in tudi, lahko rečemo, živih pričevalcev. Torej, prepuščam magistra Mojca Drčan-Murko, beseda je vaša. Na eni od naših pogostih novinarskih konferenc po razglasitvi neodvisnosti Slovenije in Hrvaške v Rimu, ko je Italija se je še oklepala Jugoslavije in je tudi grozila, da novi dve državi ne bo priznala, je tedanji zunanji minister Demichelis dejal: še sanja se vam ne, kaj vse bo prišlo na dan, ko boste sami brez Jugoslavije. Ne veste, kakšni volkovi čakajo na vas. Ločitev Slovenije od Jugoslavije v resnici hitro prinesla neprijetna spoznanja. Tako rekoč nobenega dnevno-političnega vprašanja ni bilo mogoče v celoti razumeti ali upoštevati, če nismo vedeli, zakaj se je pravzaprav kulturno sožitje med Slovenci, Hrvati in Italijani na ozemljih, ki so avstro-ogrskih ozemljih, ki so v Rapalju pripadle Italiji, med 6. in 18. stoletjem, ko je bilo povsem normalno, v 19. stoletju umaknilo sovražnosti in v 20. stoletju, lahko rečemo, medetnični katastrofi, katere ravno očitno niso povsem prekrili.
italijanskega neo-irredentizma, o tako imenovanih vekomaj italijanskih ozemljih, kar naj bi Italijanski republiki celo v spremenjenih evropskih razmerah dajalo pravico do poprave, navajam, v narekovajih, zgodovinskih krivic. To se je pisalo v njenem časopisju Umetno. In utemeljevalo zahteve po reviziji veljavnih meddržavnih pogodb. Pojem terre italianissime ponavlja legendo o 2000-letnem neprekinjenem pripadanju Italiji zaradi njihovega latinskega značaja. Irredentizem, da pojasnim, je bilo manjšinsko, vendar zelo vplivno gibanje, ki je novo italijansko državo po letu 1866 pozivalo k boju za nacionalno osvoboditev vse večnarodnih ozemelj, za katere je trdilo, da so bile pač odnevne italijanske, moj prevod od terre italianisme je pač ta večno italijanska ozemlja, in so zato neodrešena v italijanščini terre irredente. Tudi v diplomatskem prometu pogosto uporabljeni navidezno neutralni pojem italijanska izgubljena ozemlja je narekoval vtis, da so razvojene meddržavne meje nekakšna zgodovinska krivica. Na tak način dnevno-političnega pisanja, na del znanosti, je utrjeval stare predsodke proti obema narodoma, kakor so bili skoraj nespremenjeni, preneseni iz prizadevanj za združitev Italije po 1860 in so odločilno zaznamovali tako imenovano irredentistično dobo kraljevine Italije. Namreč, da je strateškim ekonomskim argumentom za priključitev ozemelj, teda Avstro-Ogrske, večinsko poseljenih Slovenci in Hrvati, treba prišteti tudi to, da gre za ljudstvi z manj vrednima kulturama. Verjetno so se politiki zavedali, da delujejo proti tokovom v sodobnem evropskem okolju, a sklicevali na podatke o 2000-letni zgodovinski kontinuiteti in latinskem značaju ozemelj ni izključilo možnosti, da bi v prihodnje vzpostavili katere od prejšnjih strah. Danes je bilo že natanko pojasnjeno, da so bile pogajalske pozicije države SHS na mirovni konferenci v Parizu zelo zložene, ker je bila SHS priznana šele nekje do junija 1919. leta. Konferenca pa se je začela že februarja. Poleg tega država SHS ni sodelovala v ožnem odboru, v katerem so bile velike antantne sile in Italija in je odločala ključnih vprašanj. V bistvu je imela država SHS zadnjo enakopravno možnost za predstavitev svojih stališč 18. februarja 1919, ko je na memorandum Italije z ozemeljskimi zahtevami po Londonskem paktu odgovorila z nasprotnim memorandumom in ta predlagana meja je sledila stari avstrijsko-italijanski meji. Kolega Lučak je danes govoril o podrobnostih nastajanja ameriškega stališča. Jaz bi tule omenila samo tisto veliko dejstvo, kako se je uradno zapisovalo. Stališče Združenih držav s prvo Wilsonovo črto iz 1915 je nekoliko sledilo, vsaj nekoliko sledilo etnični meji, recimo Postojnska vrata, Notranjska, Kvarner z Reko in Dalmacijo ne bi postali italijanski, če bi šlo po tej črti. Zdaj je pa ameriško stališče spreminjalo pod močnim pritiskom zaostritve reškega vprašanja, to je skupina legionarjev z danes tudi omenjenim nacionalističnim
pesnikom Danuncijem vzpostavila vojaško upravo Kvarnerja. Tedaj je nastala druga Vilsnova črta, ki je bila še vedno zmerno ugodna za SHS, ampak Danuncijevo gibanje je dobivalo tako močno podporo v Italiji in to je vplivalo seveda tudi navzven, da je lahko ustrajala pri maksimalnih ozemljskih zahtevah. No in takrat nekje je z prizorišča izstopil ameriški predsednik, zelo porazna na volitvah in kmalu zatem so se druge države umaknile v izolacionijo. V Rapallu leta 1920 je Italija v bistvu dosegla svoj geopolitični cilje, za katere se je prizadevala od združitve. Priključila se je ozemlja, ki so bila v Italiji že dolgo znana kot Venecija Giulia. V Avstro-Ogrski je bilo to litorale, Kastrilato, ali tudi Österreichisches Küstenland. Ime Venecija Giulia si je skoval že 1863 goriški jezikoslovec Ascoli in bilo je ključno za politizacijo razočaranja s koncem vojne za neodvisnost v letu 1866. Prav ime naj bi pričalo Venecija Giulia o ukoreninjenosti italijanske, beneške in latinske kulture na Istrskem polotoku. Irredentizmo Giuliano je bilo sredstvo za zbiranje notranje podpore načrtu tako imenovane Mazzinive vzhodne meje, ki bi šla po Julijskih Alpah do reke. V napetem političnem ozračju je v koncu prve svetovne vojne Italija svoje imperialne zahteve upravičevala tudi na ravni kulture in tudi zgodovinskimi in arheološkimi dokazi. Vse od združitve Italije je pomembno vlogo igralo poveličevanje rimske kulture oziroma njenih ostankov. Kar se je kraljevina Italije štela za naslednico rimskega imperija, so ruševine rimskih zgrad, zunanjenih meja, rabile kot oporne točke za cilje ozemljske ekspanzije. V pripravah na mirovno konferenco in med njo so zato nastale številne študije teranskih raziskovalcev o rimskih zaporah na vzhodni meji. Te zapore v Italiji po zgodovinskem delu iz 4. stoletja znane kot Klaustra Alpino-Juliaro so sestavljale utrdbe in obzidja, katere so verjetno v 3. stoletju Rimljani postavili na glavnih prehodih iz smeri severovzhoda. Nadaljevale pravzaprav severovzhodni Limes. Zaradi poznatosti in hribovitosti tu v bistvu nepretrgane meje, kot severneje, ni bilo treba graditi, ampak je utonilo po koncu imperija v deloma se je obnovilo zanimanje med delitvami feudalnih ozemelj v 14. stoletju in potem spet je utonilo v pozabo. In prve arheološke nove raziskave pa so nastale še v času Avstro-Ogrske, zlasti med gradnjo železniške proge Ljubljana-Trst, ko so pri Vrhniki odkrili del teh zapor. Spet je zanimanje zanje naraslo leta 1919, se pravi v času Pariške mirovne konference, ko so v Italiji izdali ukaz za izdelavo zemljevida z ruševinami zapor. Znanstvena analiza pa se je podredila političnemu cilju. To je bilo dokazovanje nepretrganega latinskega kulturnega izročila in
podcenjevanja dejstva, da je bilo to ozemlje sedaj naseljeno z neitalijani, večinsko z neitalijani. Arheološke raziskave je opravljala vojska, italijanska vojska, mudilo se je. Polkovnik Gariboldi, ki je poveljeval tem vojakom, raziskovalcem, je pisal v svoji publikaciji celo o podobnosti čustev, ki povezujejo rimskega legionarja pred 2000 leti in njegove zgodovne naslednjega, da so si izbrali iste kraje, kjer branijo iste vrednote pred istimi grožnjami. Tudi druge publikacije, nekatere so napisali tudi tržaški zgodovinari, so poudarjale pomen teh zapor kot ponovitve rimskega rimesa in tudi v svojem, tudi v političnem in kulturnem pomenu. Namreč, da je Limes ločeval sredozemsko kulturo od neotesanih, zaostalih gorskih ljudstev, to, kar je pomeni tudi Limes v času Rimskega imperija. Na konferenci v Rimu so bile te zapore v Julicih tema razprave. V sporočilu v Velsu je recimo vodja italijanske delegacije Orlando zahteval po priključitvi Julijske krajine utemeljil prav z rimskim obrambnim sistemom kot mejnikom latinstva, torej italijanstva. Rapalska meja, tako kot jo poznamo, da se zadnje teh zapor ni upoštevala, ker so bili drugi dejavniki odločilnejši. Italija sama je recimo to svojo kulturno nepretrgano navzočnost na teh ozemljih lažje dokazovala v mestih ob obali, kot pa na celini, kjer je bilo težko najti težke dokaze o nepretrgani pripadnosti ozemlja Italiji oziroma Apeninskemu polotoku. Italija se je takrat pogajala stališča zbogova po prvi svetovni vojni, zato se je lahko oprla zelo uspešno tudi na druge države. Ampak treba je vedeti, da je bilo razočaranje v Italiji, ker rapalska meja ni sledila rimskemu limesu, ampak ga je prečkala in ga pustila na obeh straneh, da je bilo vseeno zelo veliko. In da je, zgleda, da je čisto prosto iz psihološkega vzroka veliko dala na to, da bi nova meja v resnici bila tudi zgodovinska meja latinstva. No, ampak potem, ko je bila meja določena, je zanimanje zamrlo in se ponovilo spet v novi imperialni fazi Italije ob času Mussolinija, 37. in 38. leta, ko je šlo za tako imenovano praznovanje Augustove 2000-letnice. Samo eno vprašanje, ali je bilo zgolj naključje, da se je leta 1991 ustanovljena nova italijanska revija za geopolitična vprašanja poimenovala ravno Limes. Zmanjševanje pomena nacionalnih držav v procesu združevanja Evrope seveda takim pogledom danes ni več naklonjeno, tudi nepoudarjanju zgodovinskih in kulturnih stereotipov, oprtih na politične interpretacije zgodovine. Ampak nevarni in škodljivi so tudi kdaj, ko mirujejo, če se nenehno vzdržujejo na neki
ne ravno politični ravni, politika pa je izkoristi takrat, ko so siceršnje okoliščine primerne za uveljavljanje določenih zadev. Nedvomno lahko rečemo, za ozemeljske direktive ne moremo reči, da jih je imela Italija proti Sloveniji in Hrvaški, ampak da jih takrat ni mogla izraziti, ni želela izraziti, to verjamemo, ampak Italija ni opustila spomina na to, da je nekoč bila balkanska hegemonka. To, kar je pripovedoval kolega iz Črne Gore, dobro pove, da se je usmerjala na Balkanih z večjih vidikov. Prvič je bila ta meja, nazadnje je dobila Italija z rapalsko mejo vse zunanje otoke, zadnje brezredja, sicer 13. leta tudi Reko, Krk, Lošin, Palagruža, Lastovo, Zadar, in z druge strani so bili njeni interesi v Albaniji in Črni Gori. To je kazalo je nekoč kazalo, da bi lahko postala balkanska hegemonska država in Jadransko morje bi bilo v bistvu Mare Nostrum. Del tega smo začutili, da se je pojavili po neodvisnosti Slovenije in Hrvaške in jaz mislim, da takrat je bil politično deloma izkoriščen, ampak ni v tam pozabil, vedno znova ga je lahko obuditi. Hvala lepa, spoštovana gospa Murko, za ta zaokrožen pogled na današnjo temo okrogle mize, torej panela rapalska meja, politična ozadja, posledice v prostoru, posledice v politiki. Kot smo pričakovali, smo šli čez časovnico, ki smo jo načrtovali, kava nas že čaka, na oni strani vseeno mislim, da je še takšnih slabih 5 minut za morda kakšno vprašanje z publike ali pa morda kakšnega od panelistov za drugega kolega. Torej, v tem trenutku dajem možnost takega vprašanja. Mislim, da govorimo o rapalski meji, se je treba zavedati tega, da je na slovenskem delu zasekala čez popolnoma slovensko zemlje. Tu ni bilo Italijanov, če gledamo mejo po mirovni pogodbi leta 1947 in rapalsko mejo na tistem delu, ki je v Sloveniji pripadal z mirovno pogodbo, je bilo leta 1910 tam okrog 180.000 Slovencev in 220 Italijanov. To se pravi popolnoma slovensko ozemlje in to potem si lahko tudi predstavljamo, kakšna zareza, kulturna, nacionalna je bila ta meja na tem območju. In druga zadeva, ko Italijani govorijo o neodrešenih ozemljih danes, mislijo predvsem Istro in Dalmacijo. Ne pa ta del, ki je danes slovenski, z izjemo Primorja, to se pravi Kopra in teh krajev. Hvala lepa, dr. Troha, za ta komentar. Še mogoče kakšna zadevica, ne bom čakal preveč dolgo, vem, da smo vsi že tudi utrujeni, čeprav mislim pa, da smo poslušali odlične teme. Jaz bi samo nekaj dodal, ko sem bil dopisnik v Ameriki, je Peter Les se srečal z Warrenom Christopherjem in jaz sem na izrecno vprašanje, ker takrat je Berlusconi začel bojati duha tega rapalskega sporazuma, vprašal je Združene države spoštujejo meje ali so pripravljene tudi se podrediti nekim novim italijanskim imperialnim ciljem in je odgovoril jasno in glasno, da Združene države Amerike nasprotujejo kakršnemu koli spreminjanju meja v Evropi in ključno
z Rapalskim sporazumom in da bo pri tem ostalo in da nasprotujejo takšnim pobudam oziroma mišljenju, kot ga je izrazil Berlusconi. Ja, dajmo tako, za to potem uporabljati. Sam sekundo, da še dodam. Ja, nekaj. Ne samo Berlusconi, tudi predsednik Evropskega parlamenta Taljani pred 6-7 leti je zelo izrecno obujal ideje o tem, da Rapalski sporazum nekako še vedno možnost opoditev mrtvih. Tako da italijanske tenzije za tiste sploh, ki smo živeli v zamejstvu, so prisotne. Če samo Taljani je rekel italijanska Istra in Dalmacija, ne to, kar je proti Avstriji. Ko odpreš nekaj vprašanja, tam povedala tako. Jaz bi rada samo dodala, danes se bi lahko temu vprašanju eno celo posvetovanje posvetili. Je kar nekaj nadaljevanja bilo po letu 1991, da sem se tam ustavila in bi rada upozorila na, bom rekla, znameniti, čeprav osebno mislim zelo glasni govor predsednika Italijanske republike tedanjega Giorgia Napolitana. Govoril je dne 10. februarja 2007, to je bila 60-letnica, točno na dan 60-letnica podpisa Pariške mirovne pogodbe, se pravi iz leta 1947, s katero je Italija izgubila Rapalska ozemlja. Zakaj je predsednik Italijanske republike uporabil ravno datum 10. februarja 2007, na dan 60-letnice, če ni nameraval z eno zgodbo, ki so jo potem sistematično z mnogimi manipuliranimi dejstvi in nejasnostmi razširjali v tisku, če ni nameraval doseči nekaj političnega učinka. In stvari, ki jih je tam izgovoril, so grozne. On je govoril o tem, no recimo zame najtežja točka je, da je obstajal slovanski aneksionistični načrt, ki je prevladal v prvi mirovni pogodbi 1947. To je govoril leta 2007, torej tako kot včeraj. In vsako leto se na dan 10. februarja strašno posvetijo dokazovanju, da so v bistvu Italijani žrtve slovanskega ekskluzivizma, pri čemer niso niti z namenom ne ločijo niti Slovencev in Hrvatov in govorijo ves čas o slovanskih narodih oziroma narodih z nižjimi ali manj vrednimi kulturami. Živela sem toliko časa v tem okolju, da vem, da je mogoče tudi tako individualističen narod, kakršni so Italijani, na tej točki vzhodne meje, Macinijeve vzhodne meje, združiti od Trsta do Sirakuze. V zelo kratkem času vsi časopisi ni brez možnosti, da bi kdo povedal svoje mnenje. In za še eno osebno mnenje, osebni motiv bi lahko rekla, da sem kot evropska poslanka živela nekaj hudih spopadov z eno od poslank Berlusconijeve Forza Italia, tam so se drugače imenovali. In da sem potem, ko sem odgovarjala na napade take, da so v bistvu Slovani ogrožamo Italijo, da smo jo ogrožali in da smo izvršili genocid nad nedolžnimi ljudmi samo zato, ker so bili Italijani, to so živeli v Evropskem parlamentu,
da sem potem poskušala poiskati pomoč svojih kolegov, liberalcev. In se je vodja liberalne skupine kot zelo pametni človek popolnoma strinjal z menoj, da je to namenjeno združevanju Italije, premagovanju določenih držav, ki jih ima celo zanimivo in tako naprej, zlasti pa zgodovinski spravi med komunisti in fašisti. In ta Napolitanov nastop leta 2007 je treba gledati v tej luči. Gre za zgodovinski sporazum, levica in desnica se za minule stvari, ki so se dogajali v času fašizma, ne bosta obtoževali, obe skupaj pa bosta za vse, kar se je dogajalo, obtožili Slovence in Hrvate in slovanske eksplodenizem. In zadeve so žive. In zadnji podatek, ki ga lahko povem, je ta, da Italija še vedno vztraja na nepriznavanju dela Ozenske pogodbe, ker ni sprejela, noče sprejeti odškodnine, tiste Slovenija in Hrvaška, zdaj naložili na enem bančnem računu v Luksemburgu, kot odškodnina za premoženje, ki so ga optanti pustili v Istri in Slovenskem priporu. Skratka, ta denar leži 25 let v Luksemburgu in Italija ga ne dvigne. Noče izplačati odškodnin svojim optantov z namenom, ne vem, če ima kdo drug kakšno idejo, z namenom, da pusti te stvari odprte za eno drugo situacijo. In ta druga situacija se lahko zgodi, če v Washingtonu pridejo na oblast izolacionisti. Če pridejo na oblast, bo pritisk Washingtona popustil, garancije popustile in potem so morda, upam, da ne, vprašanja znova odprta.